Pozdravljeni. Sezona 2026 bo za marsikaterega voznika v svetovnem prvenstvu Formule 1 zadnja priložnost. Verjetno se vsi skupaj strinjamo, da v sezoni 2026 mora marsikdo pokazati tisto svojo najboljšo formo, če želi nadaljevati kariero v Formuli 1. In danes bomo skušali nekako poudariti, kdo so tisti, od katerih se pričakuje največ, kdo ima dobesedno zadnjo priložnost, da pusti nek pozitiven pečat v naših spominih ali pa da si pridobi možnost nekako nadaljevati kariero. In seveda tu se bomo ustavili prvo pri tistih dveh imenih, ki vsakemu od nas najprej prideta na misel. Torej, Fernando Alonso in Lewis Hamilton. Fernando Alonso je v zadnjem letu svoje pogodbe in osebno dvomim, da jo bodo pri Aston Martinu podaljšali, če le ne bo dosegel nekih izjemnih rezultatov. Mnogo ni odvisno od Fernanda Alonsa, potrebno je imeti pravi bolid, ampak po drugi strani tudi Fernando Alonso ni več med najmlajšimi. In seveda mlajši je od mene, v tem ni najmanjšega dvoma, ampak vseeno je med najstarejšimi, ki smo jih videli v celotni zgodovini Formule 1 na samem štartu. Torej, za Alonsa se nekako obeta zadnja sezona v njegovi karieri voznika Formule 1. Po drugi strani tudi Lewis Hamilton mora dokazati marsikaj sebi, ekipi in vsem ostalim. Govori se, da ima dvoletno pogodbo s skuderijo Ferrari, kjer ima on opcijo za podaljšanje tretje sezone, kar pa pomeni, da se bo moral nekako tudi sam odločiti, kako in kje nadaljevati kariero. Vse bo odvisno od tega, kakšni bodo rezultati na progi. Če bo Lewis Hamilton bil v podobni situaciji kot lani, bi bilo vsaj po mojem skromnem videnju bolje prenehati, kot nadaljevati v takšnem stilu. A seveda gre za moje osebno mnenje in moje videnje. Vsekakor tudi za Lewisa Hamiltona dobesedno zadnja priložnost, ukolikor si želi ostati tam zgoraj med najboljšim. In kaj bi dejali o njegovem moštvenem kolegu Charlesu Leclercu? On ima dolgoročno pogodbo, ampak po drugi strani bi lahko dejali, da je tudi zanj zadnja priložnost, da ohrani status neke vrste vodilnega voznika. Namreč, če tudi letos ne bo dosegel nekaj odmevnega, in ne govorim o nekaj zmagah, bo seveda še zmeraj postal dober voznik, ampak verjetno tista aura, da je nekaj posebnega, bo začela hitro bledeti. A ne smemo pozabiti, da tudi v ozadju marsikateri voznik ima zadnjo priložnost. In na primer govorimo o Franku Colapintu, kjer se mnogi, vključno z menoj, sprašujemo, kaj sploh počne na štartnem razporedu, ko pa imamo mnogo drugih, verjetno bolj zanimivih talentov. Ampak Franko ima zadnjo priložnost, da nas prepriča, da se motimo, in seveda upam, da jo bo tudi izkoristil. Po drugi strani ne smemo mimo dejstva, da v bližnji prihodnosti se bo moral nekdo
nekako posloviti od sedeža v ekipi Cadillac. In tu imata Perez ter Bottas zadnjo priložnost, da dokažeta, da si prav ona dva zaslužita ostati. Zakaj to trdim? Namreč v slučaju, da bo Colton Herta končno zbral dovolj točke za superlicenco, ga bodo pri tej ameriški ekipi posadili v Formulo 1. Ne glede na to, kako hiter oziroma počasen je, in ne glede na to, kaj bo delal na progi. Gre za višje interese, kjer so pokrovitelji oni glavni. In čeprav mi ni všeč, kar se dogaja, je seveda treba sprejeti to kot neko dejstvo. Drugače ne bi šli s tem Američanom v takšne programe. In seveda tu ne smemo mimo tega dejstva, da nekdo bo moral narediti prosto. In v nadaljevanju, kje bi še videli nekoga, ki ima letos zadnjo priložnost, verjeli ali ne, prav pri McLarenu. Oscar Piastri ima verjetno zadnjo priložnost, da dokaže, da je on tisti vodilni voznik, da je on tisti potencialni šampion. Namreč, kolikor mu letos ne uspe dobesedno ponižati Landa Norrisa, bo izgubil tisti zagon, da bi morda v kakšni drugi ekipi dobil tisto vlogo, ki mu jo odrekajo pri McLarenu, oziroma so mu jo odrekli lani. In tu seveda ima lahko vsakdo izmed nas svoje mnenje, a menim, da se bomo vsi strinjali, da če bo še enkrat igral v vlogo drugega voznika, hote ali nehote, bo za njegovo kariero tam na vrhu konec. In seveda to je nekaj, na kar ne smemo kar tako enostavno pozabiti. Med drugimi vozniki pač bomo težko videli, da bo nekdo imel zadnjo priložnost. Naprimer, voznik kot je Liam Lawson je imel takšnih priložnosti kar nekaj, ampak do tega trenutka jo ni znal izkoristiti. Svoj sedež v Formuli 1 je do tega trenutka ohranil dobesedno zato, ker niso imeli na razpolago boljšega. In ne glede na kar bo pokazal, bo njegova usoda bolj odvisna od drugih kot od njega samega. Voznik kot je Esteban Ocon pri ekipi Haas seveda kaže določene znake, da bi lahko svojo kariero tudi usmeril malce bolj navzgor, ampak menim, da so mu vrata v tiste najboljše ekipe definitivno odprta, tako da je tudi tu zopet odvisno bolj od drugih kot od njega samega, kakšna bo njegova prihodnost. In podobna zgodba velja pri njegovem bivšem moštvenem kolegu Pieru Gasliju. Tudi Gasly, ta je pri ekipi Alpine dobesedno zato, ker v danem trenutku nimajo boljšega voznika in Gasly nima boljših ponudb. Bi si znal letos nekako priboriti nazaj pot med one najboljšem, zopet dvomim. Kajti ne smemo pozabiti, da Gasly prihaja iz sfere Red Bulla, kjer je bil že v oni prvi ekipi, ampak ni se obdržal mnogo dirk. Tako da glede tistih, ki imajo letos zadnjo možnost, menim, da imamo dokaj točen spisek. Verjetno bi vi lahko dobili še koga, ampak kot običajno, zato imamo komentarje. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.